Pozdravček vsem v skupinici Tree of Life. Kar nekaj časa ste čakali na tale receptek za balzam za ustnice. Jaz sem že vse sestavine pripravila, zaradi tega, da imamo že vse pripravljeno, da samo noter dajemo. Bom pa povedala tudi točne količine oziroma kakšno je razmerje. V tale grelček sem že pripravila v bistvu mandljev vosek, ki sem ga že prej tudi pokazala, da ga boste potrebovali. Lahko da ga nadomestite tudi z drugimi voski. Najpogosteje uporabljate čebelji vosek, čeprav meni se pa mandljev v balzamih za ustnice lih najbolj fino obnese. Zdaj bom priključila tole, tako da bomo počasi začeli tudi potem mešati. Najprej bomo v tale grelček dali ravno vosek, zaradi tega, ker se vosek najdlje topi oziroma najdlje časa ga je potrebno segrevati. Tako da zdaj bom jaz tole med tem časom majčkeno mešala. Potem bom video, ko bomo zaključili z toplim delom, to se pravi z raztapljanjem različnih masel, malce prekinila, ravno zaradi tega, da bomo lahko dali tele balzame ohlajati. Ohlajati jih bomo dali zelo na hitro, na hladno temperaturo v skrinji. In se že vosek topi. Ko se bo vosek stopil, bomo dajali v naslednjem zaporedju najprej kakavovo maslo, potem karité in na koncu aloe vera maslo. Lahko si pogledate tudi malo deleže. In sicer kakavovega masla imamo eno polovico od karitéja oziroma aloe vera masla. Zakaj kakavovega masla damo manj? Zaradi tega, ker imamo tako ali pa tako tudi vosek. Potem bomo uporabili še, tole prej nisem omenila, in sicer tole je castor oil oziroma ricinusovo olje. Dali ga bomo čist majčkeno, meni se v balzamih za ustnice zelo dobro obnese. Evo, tole se že topi, da vam pokažem. Takole. Ko se bo pa vosek čisto topil, bomo pa dodali še kakavovo maslo. Nekateri uporabljate čebelji vosek. Jaz sem prvič, ko sem sprobala, se odločila, da bom poskusila z mandljevim voskom. In sem bila ta prvič tako navdušena nad balzami za ustnice, da sem se odločila kar vse sestavine obdržati. Zato se niti nisem poglabljala, kako bi bilo, če bi se poslužila čebeljega voska. Tako da jaz zmeraj uporabljam mandljev vosek. Lahko pa seveda brez problema uporabite tudi kakšnega drugega, če imate drugega doma. Jaz sem tega kupila pri tovarni Organika. Tako da ja, evo, zdaj je ta vosek popolnoma stopljen. Tako. Moj nasvet je, da delate z majhnimi količinami, ravno zaradi tega, da ne dobite ogromno balzama za ustnice, ker ga je boljše, da ga večkrat pripravite, kakor da vam ostaja. Si raje pripravite nove. Tako. Zdaj bomo dodali ricinusovo olje. Takole. Bolj zaradi tega, da omaknem to žličko. Potem pa smo rekli, da dodamo kakavovo maslo. Takole. In bomo zopet pomešali, da se stopi. Nato pa bomo zelo na hitro odnesli maso v zmrzovalnik.
Vse te šalčke, ki sem vam jih prej kazala, to se pravi, deli, ki so prav za šminkice, za balzame, za ustnice, sem že uporabljala. Fino je, da imate eno takole šalčko, zaradi tega, da lahko lepo nalivate in potem nimate problemov, ko boste nesle v zmrzovalnik. Tudi s takimi sem že delala, tudi krogce sem uspela narediti, da je bil zaobljen na vrhu, nisem pa še delala s temili. Tako da bom zdaj prvič videla, kako izgledajo balzami za ustnice, če mi bo uspelo tudi v to narediti. Najbolj fino je, da preden jih začnete nalivati, da poskusite na ustnicah takole en majčken delček, če vam paše. Če vam je slučajno preveč tekoč, lahko še vedno dodate malo kakavovega masla ali pa malce voska. Imejte pa v mislih, da pol, ko se strdijo, vse skupaj majčken bolj trdo. Tako, zdaj je kakav tudi stopljen, dodamo karité. Opsa. Aloe vera maslo je v bistvu maslo z dodatkom aloe vere, in sicer kokosovo maslo. Tako da aloe vera maslo, če ga nimate, lahko uporabite kokosovo maslo in dodate oljni koncentrat aloe vere ali pa uporabite samo kokosovo maslo. Evo, takole, karité je že skoraj da stopljen. Takole. Ne želimo tega predolgo časa segrevati, ne želimo tega na previsoko temperaturo segrevati, tako da sem temperaturo po topljenju voska že spremenila na nižjo. In zdaj bomo dodali še aloe vera maslo. Ja, potem pa bomo pustili tole, da se ohladi in dodali na sobni temperaturi eterična olja. Evo, vsak čas, da vam malo pokažem. Evo, čist malo. Zdaj jaz sem kar nekaj, sem imela kar veliko količino masel in olj v teli mešanci. Tako da, kakor vidite, to bo kar veliko balzamov za ustnice nastalo. Tako da, kolikor delate zase, pa za svojo družino, vam jaz priporočam, da začnete tam z merico ali ena žlička čajna. Ena čajna žlička karitéja, pa tako naprej. Ker tega je kar hitro zelo veliko, zdaj te škatlice in pa embalaža je pa zelo majhna. Tako da imejte v mislih, da ne boste potem metale stran oziroma vam bo zmanjkalo embalaže. Pripravite si dovolj embalaže. Evo, to je zdaj skoraj čist stopljen, že jaz bom še majčkeno pustila, tako da se še čist do končno stopi, še zadnjih par telih delov se raztapla. Zdaj pa bom dala takole na tole deščico in pustila nekaj minut, da se ta masa ohladi. Pa se vidimo takole, ko odstavlja in se vidimo, ko se masa majčkeno shladi, da dodamo eterična olja. Pa smo nazaj. Jaz sem že pripravila eterična olja in sicer predvsem zaradi sandalovine. Namreč sandalovina zelo počasi kaplja, tako da bi tale video zelo dolgo časa trajal. Dala sem noter heli, to se pravi smilj, sandalovino, sivko in pa kadilno posveljo. In sem jih pripravila takole na tole žličkico in jih bom zdaj zlila v tole ohlajeno maso. Takole. Malo premešam. Hkrati pa bom pripravila tudi vitamin E. Prav tako na takole žličko. Takole, žuk. In ga dodamo v mešanico. Tako. Zdaj tale posodica je zelo fina, ker se da, tlele je padel en košček mandljevega voska. Se zgodi, ko prestavljamo. Pa ni stopljen, zato ker je temperatura že padla. Tako da ga bom jaz odstranila, da ne bomo imeli pol kakšnih lističev noter v balzamih za ustnice. Skratka, tale posodica je zelo fina za nalivati, ker ima na obeh straneh
tako da lahko brez problema zlivamo. Jaz vam priporočam, da ali si kaj takega umislite, kakšno tako posodico, ali pa tiste ličke, a veste. Namreč predvsem za takole embalažico je kar težko naliti iz navadne posodice. Zdaj pa kar dajmo. Pa gremo najprej lisičko, potem bomo pa vse, pripravim še en pladenjček, takole, in bomo kar vse, kar bomo pripravili, dali tle gor, zaradi tega, da pol direkt nesemo v hladilnik. Skratka, takole nalijemo ta pladenjček, naj bo tak, da se da lepo sčistiti. Evo. Zdaj v tej fazi bi lahko dodali tudi kakšno barvilo za hrano, da bi imeli baren balzam za ustnice, ali pa kakšne bleščice, tako da v tej fazi se da tudi to dodati. Takole, majčkeno bom še dodala. V bistvu sem napolnila 5 velikih embalaž, pa 2, 4, 6 manjših, pa imam še kar veliko mase, a ne. Zato je fino, če imate pripravljen, ko boste delali, kakšno dodatno škatlico. Jaz imam to običajno tele za otroke pripravljene, pa pol kar tem maso dodam tukaj noter. Dajmo eno takole gorjusko uporabiti. Takole. In vse, kar je ostalo, dodam takole, to je potem za otroke zelo fino za v bundice. Tako, nekaj mase sem pustila, veste zakaj? Zato, da bom, ko bo zmrznilo, lahko še dodala. Zdaj pa šiba vse tole v zmrzovalnik in se vidimo zopet, ko bom dala ven. So teli balzami iz zmrzovalnika. Zdaj lisičko sem že kar pospravila, ker je že lepo pripravljena. Zdaj, če balzame uporabljate sami, jih lahko samo obrišete. Takole, tisto, kar se vam je čez zlilo s toplo krpo. Če bi pa radi, da so pač lepi, če boste imeli za darilo, a ne. Zdaj tale recimo za domačo uporabo čisto v redu, a ne. Takole pa samo zapremo. Jaz jih potem okrasim še z vaši trakovi. Vkolikor pa bi res radi, da izgleda tako res malce lepše, a ne, obrišemo z vlažno krpo. Pripravimo si kovinski predmet v topli vodi in s kovinskim predmetom v bistvu obrišemo balzam v ravno linijo, takole. Embalaže so malo bolj občutljive, ja, lahko bi jo nalila lepo čisto naravnost, a ne. Seveda pač ni nobenega problema, če je takole za doma, itak se namažemo po ustnicah, tako da podrgnemo po tem delu, ne gremo s prstom, ampak kar direkt na ustnice. Če bi pa radi, da je lepo, pa zopet enako, kovinski predmet potegnemo čez, nekajkrat razmažemo, takole. Gremo pa z napačno stranjo, a ne, dajmo recimo tegale, pa malce več viška, in zopet potegnemo, a ne, takole. In razmažemo v lepo obliko, a ne. Zdaj te balzami imajo itak take luštne šalčke, tako da so v bistvu že, evo. Zdaj jaz tega ne vržem stran, a ne, ampak dam v to škatlico, v katero sem dala tudi odvečne balzame, in potem še to na koncu uredim, da je res lepa, a ne. Tako da tlele imate zdaj primer, kako smo uredili še ta balzam. Zdaj ga obrišem še s toplo krpo okrog, a ne, če smo kaj popackali. Ker takole, evo, je balzam pripravljen in ga v bistvu samo še zapremo. Jaz upam, da vam je bil tale video v pomoč, da se boste lotile balzamov za ustnice delati doma same, ker je res preprost. Tako da, če imate vse sestavine doma, si jih lahko naredite že danes. Če nimate eteričnih oljk, ki sem jih uporabila, lahko brez problema uporabite sivko. Nekateri dajejo tudi pepermint,
pa ilang ilang. Meni se ta kombinacija, ki sem jo danes pokazala, v večjih zadevah zelo dobro obnese, tako da se jo bom kar držala. Zdaj pa vas pustim še ostali vsebini na tem YouTube kanalu. Seveda se lahko naročite na ta YouTube kanal, tako da kliknete rdeči gumbek, kjer piše naroči oziroma subscribe in dobite na mail obvestilce, takrat, kadar je nova vsebina naložena na YouTube kanal. Ta čas, ko boste vi gledali ostale posnetke, bom pa jaz uredila še vse te balzame, ki so ostali, da bojo primerni tudi za kakšno darilce. Pa do naslednjič. Čau!